ura je bila, mislim, da 11:30 zvečer. En tip na cesti, edini človek, ki je bil, in mi je začel slediti in kričati. Sem v bistvu prepotovala brez avta z nahrbtnikom celo Ameriko in potem nazaj. Seveda pa imam kar precej enih nasvetov, kako se lahko ti bolj počutiš varno, ko sama potuješ ali pa sam potuješ. Pozdrav, jaz sem Barbara in trenutno živim v Los Angelesu, Kalifornija. Zakaj in kako si lahko pogledaš v videih, ki sem jih posnela do tega. Danes pa bomo govorili o nečem, kar me je vprašalo kar precej ženskih gledalk. A je solo potovanje v ZDA varno? Predvsem za žensko. Kako je potovati kot ženska popotnica brez avta v ZDA? In ali me je strah potovati sama v ZDA? Preden pa skočimo v ta video, naj vas pa samo opozorim, da za 400 naročnikov sem spekla 400 piškotov. Zdaj smo na 700 naročnikov, kar pomeni, da se bližamo 1000. In za 1000 naročnikov bom naredila bog ve kaj. Še sama ne vem, ziher kaj norga. Če hočeš vedeti kaj in če hočeš, da naredim nekaj norga za video, naroč se. Zdaj. Hvala. Največjo turo sem naredila leta 2021, tik preden sem se preselila iz Los Angelesa nazaj v Slovenijo za nekaj let in sem hodila nekako narediti eno tako mega potovanje in sem v bistvu prepotovala brez avta z nahrbtnikom celo Ameriko in potem nazaj po drugi poti z javnim prevozom. Uporabljala sem avtobus in vlake in to je to, nisem šla na štopanja, toliko poguma nimam. In tudi nisem uporabljala kakšnih deljenih prevozov. Če vas zanima malo več o tem mojem potovanju iz leta 2021, kjer sem 3 mesece praktično živela nomadsko življenje samo z nahrbtnikom in kar sem lahko stlačila v ta nahrbtnik, pustite komentar, pa bom pokrila, kako je vse skupaj izgledalo tudi v slovenščini. Zdaj, v tem videu bom probala biti čim bolj iskrena in čim bolj transparentna, ampak tudi čim bolj svoja in mogoče se veliko ljudi ne bo strinjalo s tem, kar bom povedala, ampak to je nekako moja filozofija življenja in na ta način tudi živim. Solo potovanje v Ameriki je absolutno drugačno. Ne samo v primerjavi s Slovenijo, tudi v primerjavi z Evropo. V ZDA je to, da imaš avto, je pač prioriteta. Tukaj je poudarek na tem, da se čim prej dobi izpit za avto. Veliko najstnikov ga ima že pri 16. Iz tega razloga avtobuse in vlake uporabljajo ljudje, ki si ne morejo privoščiti izpita, si ne morejo privoščiti avtomobila. Vzdrževanje od teh busov in vlakov je definitivno težje zaradi tega, kakor pa v Sloveniji. V Sloveniji imamo res zelo, zelo čiste avtobuse. Pač tudi še najbolj ogaben, popisan in umazan avtobus, ki sem ga videla, je še tako, se res ne more primerjati s tem, kar je tukaj. In zaradi tega je tudi potovanje z javnim prevozom majčkeno drugačno. Dejstvo je, da zaradi sistema, ki je v Ameriki, je posledica drugačna kakor v Sloveniji in potem hoditi po noč v določenih predelih ali pa uporabljati avtobus po noč v določenih predelih zna biti pestro. Tako da to se razlikuje definitivno, ne. Na začetku, ko sem se preselila sem, seveda je bil šok, ker takih situacij v Sloveniji nimamo, ampak lahko pa na prste ene roke naštejem primere, ko sem imela probleme s kom. V vseh teh primerih je človek pač bil pod vplivom drog ali pa duševno ni bil okej. Pa ni bilo namenjeno meni, ampak je bilo pač namenjeno vsakmu, ki je šel mimo. Vzgojeni smo strani staršev in potem pa tudi malo strani medijev, da se je za bati neznancev. In po statistiki so v bistvu znanci veliko bolj nevarni kakor neznanci. Sploh kar se tiče recimo glede žensk. Več žensk ima slabe izkušnje z nekom, ki jim je blizu, kot pa z neznanci. Nekje od 500 000 pogrešanih oseb letno je samo 100 ugrabljenih strani neznancev. Od primerov recimo zlorab je 93% žrtev poznalo storilca. Je recimo to zelo zanimivo, da največ dejanj strani neznancev, 70%, je storjeno nad moškimi.
največ sorodnikov, 77%, pa nad ženskami. Tako da v bistvu po statistiki in po mojih mnogoletnih izkušnjah je domače okolje lahko za žensko veliko bolj nevarno, kakor pa narava ali pa neko velemesto ali pa javni prevoz. Seveda se lahko slabe stvari zgodijo. Absolutno. Je vsaj 1000 scenarijev, ki se lahko zgodijo vsakič, ko stopiš iz hiše. Ampak slabi scenariji se lahko zgodijo povsod. Lahko prečkaš cesto, pa te nekdo povozi. A zaradi tega nikoli ne prečkaš ceste, ne moreš se temu izogniti. Ali pa greš na pošto, nekaj oddati, pa se nekaj groznega tam zgodi, kak rop ali pa kakšno drugo nasilje. A se zaradi tega naj pošti izogibaš. Pač dejansko življenje je narejeno tako, da nevarnost je na vsakem vogalu, je. In tega sem se tudi jaz zavedala majčkeno preveč nekaj let svojega življenja, ko sem se bala res vsega. Bala sem se iti iz hiše, zaklepala sem se med 4 stene, da sem bila ja najbolj varna, pa se nikoli nisem varno počutila. To je ta največja ironija. Bila sem doma non-stop, ampak se nisem počutila varne. Zaradi tega, ker mi je pamet skozi toliko divjala glede vseh stvari, ki se lahko zgodi. In ker sem toliko o tem razmišljala, se nikoli zares nisem mogla sprostiti niti v domačem okolju. Potem 2020, ko sem bila pa prisiljena biti na enem mestu, je pa to imelo kontraefekt, zaradi tega, ker nisem si več sama te kletke ustvarjala, nekdo drug mi je ustvaril to kletko in ko meni nekdo drug ustvari to kletko, se meni zmeša. Če si jo sama naredim, lahko komot jaz živim v kletki 60 let, pa bo vse v redu. Če mi pa nekdo postavi neke omejitve, bik sem po horoskopu, če koga zanima, ampak sem pa glih na precepu tem, da bi bila oven. Tako da to vam vse pove. In ja, no, pač res sem se bala jaz življenja in grozen je bilo živeti na ta način. Pač res je bilo grozen. Bala sem se iti iz hiše, samo naročevala sem hrano, ful denarja sem zmetala, zato da sem preživela, zato ker sem si naročevala vse stvari. Moj primer je bil majčkeno ekstremen, ampak ne rabiš biti toliko presran, da je strah nekaj, kar te lahko začne ovirati v življenju. Seveda pač, ker bo ljudi zanimalo, imam nekaj slabih izkušenj, kot sem rekla, pride do tega. Najpogostejše je bilo to, če se je nekdo zraven mene na avtobusu usedel in kljub temu, da imam slušalke, je začel riniti vame, zato ker me je hotel osvajati. To mi je nekaj, kar mi je še vedno gre najbolj na živce, ker je res tako vsiljivo, ful vsiljivo in tega ful ne maram. In sploh ne maram se pogovarjati z neznanci, sploh takrat, kadar nisem pripravljena na to, ko začnejo riniti vate, pa rečeš ne. Mislim, ampak to je pa klasika, to se pa dogaja na vsakem avtobusu, tudi ko grem v trgovino, to se dogaja na koncertih, to se dogaja v klubih, to je pač klasika. Ne zato, ker sam potuješ, ampak zaradi tega, ker pač določeni modeli so res ful vsiljivi in ko rečeš ne, oni slišijo ja in potem postane tarča, zdaj se bom pa boril za ma ne, spokaj. Ura je bila, mislim, da 11:30 zvečer in je en tip na cesti, edin človek, ki je bil in mi je začel slediti in kričati, da naj se ustavim, da hoče z mano govoriti. Sem pač hitro šla do motela in ko sem se obrnila, sem ugotovila, da je pač bil pijan in je mislil, da sem neka Monika in da sem njegova bivša ali nekaj takega, pa me je pol pustil pri miru. Druga stvar, ki se jo bom spomnila za vedno, je tudi ta, da recimo, ko sem čakala na avtobus ob 1 zjutraj, sredi Južne Karoline, pač nekdo, ki je majčkeno biti pod vplivom vsega možnega, začel razgrajati in je mogla priti policija in je cela štala nastala, ampak ni me bilo strah, bolj je bilo samo, da sem v nekem reality šovu, ker tam je bilo toliko ljudi, da tudi ob 1 zjutraj je ogromno ljudi, ki potuje, da nisi nikoli res sam. To je v bistvu 2 največja dogodka, ki sem jih v 3 mesecih potovanja po celi Ameriki z nahrbtnikom doživela. Pa seveda mi je srce majčkeno hitreje razbijalo v obeh primerih, pa si razmišljam, kaj pa, če bi se to zgodilo, pa to zgodilo, pa to bi se lahko zgodilo, ampak se ni. In to je največja poanta vsega. Velikokrat ti reagiraš samo na hipotetične scenarije.
in te je strah hipotetičnih scenarijev. Ko pride do dejanskega scenarija, ko si ogrožen ali pa je karkoli, te ni strah, ne zares, pač niti ne razmišljaš, koliko se zdaj bojim, bolje samo uno. Ok, kaj zdaj narediti, kje je izhod? Postaviš se v balloon survival mode, rešiš situacijo. Seveda pa imam kar precej enih nasvetov, kako se lahko ti bolj počutiš varno, ko sama potuješ ali pa sam potuješ. In za tistih 0,02%, ker ja, preračunala sem, recimo, da me je v vseh teh situacijah, ko me je bilo malo strah, recimo je bilo 30 minut tega, v 3 mesecih je to 0,02% časa. Ampak za 0,02% časa in za mirno dušo, in za malo lažji spanec, in mogoče za malo poguma in motivacije, to so moji nasveti, kako se ohraniš varno, v primeru, da pride do česa, da si vsaj pripravljen na. Ko potujem, imam na sebi različne metode orožja, kaj so to, ne bom razlagala, ampak jih znam uporabljati, vem, kje so, vedno so pri roki, načeloma pa najbolj priporočam seveda pepper spray. Zelo lahko ga je dobiti, najboljša stvar tukaj je, da pa res se naučiš ga uporabljati, da veš, kje pritisniti, koliko pritisniti. Vadi to, kako izvlečeš ti to orožje. Recimo, če ga imaš v zadnjem žepu, če ga imaš v žepu v nahrbtniku, če ga imaš okoli zapestja, če ga imaš okoli vratu, da ne boš pol, če si kdaj v kakršnikoli situaciji, ko moraš to uporabiti, tam vlečeš tisto vrvico dol, pa se vmes po nesreči zadušiš, ali si pa špricneš v oči, ali pa vsega skupaj izgubiš 16 sekund za to, da sploh izvlečeš ti to ven iz nahrbtnika. Najboljše je te stvari povaditi, preden greš od doma, da si lahko potem mirne vesti, da tudi če se kaj dogaja okrog tebe, si tako, ok, sam probi. Prid sem, če si upaš. Najbolj preverjen nasvet, ki je tudi v angleščini zelo pogost, če nekaj ne izgleda v redu, najbrž ni v redu. Oziroma, if something doesn't look right, it's probably not right. Torej, če imaš nek občutek, da nekaj ne štima, ukrepaj. Prestav se drugam, tukaj ti prav pride potem, recimo, če spiš v avtu ali pa če kampiraš, da avto obrneš v smer izhoda. Se pravi, da če pride do nečesa, pa moraš hitro pobrati stvari ali pa se hitro spokati, si proti cesti obrnen, da lahko takoj spelješ in si na cesti in odpelješ. Ne, da moraš v rigvrt še tam se... Ne, pač enostavno se usedeš in se odpelješ. Kar se tiče same aure, ki jo imaš, samozavest ni čez to. To bo v nasprotju s tem, kar sem govorila v tem videu, ampak ne se naredi lahka tarča. Če te je strah, nikoli ne pokaž tega. Velika razlika je, če nekdo, ki išče nekoga za kak slab načrt, vidi nekoga, ki izgleda tako, ali pa slušalke ven, če je večer in če si sama na cesti in če hodiš čez nevarne predele, ne gledati v telefon, ne scrollati po TikToku, ne scrollati po Instagramu, to bo vse počakalo, obljubim, bo tam, ko prideš domov, ampak imej telefon pri roki in glej okrog in poslušaj. Pač imej oči povsod. Če ti ni do nečesa, če te nekdo sili vate, če te nekdo preveč sprašuje, če nekdo ne razume, zakaj nočeš odgovoriti na stvari, se potem začne razburjati, da je nekaj s tabo problem, ješ vljudnost. Nikomur na tem planetu nisi dolžna ničesar. Ničesar. Niti vljudnosti. Vljudnost gre skozi okno. V trenutku, ko nekdo začne malo preveč grabiti po tebi. Sploh na avtobusih ali pa javnih lokacijah. Velikokrat, če si sama ženska, če sama potuješ, te bojo moški spraševali stvari. Če je zelo očitno, da sama potuješ, bojo moški pristopali k tebi, pa te bojo probali spoznati, pa bojo probali flirtati s tabo, pa bojo razmišljali, da zato, ker sama potuješ, si pa free spirit, pa iščeš nekje za... Ne. Ne rabiš biti vljudna. Res ne. Tako.
To je to za ta video, to so moji nasveti, to so moje izkušnje, to je moja filozofija. Svet zna biti nevaren, ljudje znajo biti nevarni, živali znajo biti nevarne, narava zna biti nevarna, ampak svet, živali, ljudje in narava so tudi lepi. In da ti doživiš to lepoto in da jo zares lahko izkusiš, moraš iti iz svoje te cone udobja in moraš se malo izpostaviti nevarnosti, zato da lahko dobiš v zameno vse te lepe spomine, ki jih doživiš. Ljudje so dobri in velikokrat ljudem radi pomagajo. Kakorkoli smo razdvojeni kot človeštvo, sploh zadnjih nekaj let, še vsem pristopimo skupaj. Dobre stvari se bojo zgodile na čisto vsakem koraku. Toliko jih bo, da tudi ko se zgodi ena slaba stvar, sploh ne bo imela nobenega pomena, zato ker se je 3000 dobrih zgodilo. To so moji nasveti. To je to. Lepo se imejte.